Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Začenja se Sport klubov Vsevet, kviz, v katerem lahko ljubiteljice in ljubitelji športa preverite vaše znanje. Tokratna tema bo nogomet. Čudovita igra, najpomembnejša postranska stvar na svetu, ki je tudi med našimi gledalci daleč najbolj priljubljena športna panoga. Tako kot doselej imamo dva tekmovalca, komentatorja in gledalca. Barve Sport kluba tokrat zastopa Dejan Obrez. Dejan, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Kako preživljaš čas v karanteni, domnevam, da pogrešaš tekme in celotno športno dogajanje? Ja, seveda najprej seveda lep pozdrav vsem našim gledalkam in gledalcem, ne samo vama, ne. Tako da drugače pa ta čas preživljam verjetno tako kot večina preostalih, družinske obveznosti, malce delamo 3. in 6. razred osnovne šole, od včeraj naprej igram tenis, tako da me to zelo veseli. Sicer pa nič posebnega, verjetno cel kup takšnih zadev domačih, ki jih sicer ne bi opravil, pa imam zdaj več časa za kaj takšnega, ampak nekaj smo pa začeli tudi delati, vsi veste zagotovo, da imamo Belorusko ligo, še kakšno drugo ligo, tako da kakšno minuto, dve v narekovajih povedano za delo se pa tudi že najde. Moram še vprašati, vidim, da si v dobri scenografiji. Kako zbiraš posterje, ki jih imaš za seboj in kaj vse se skriva, tudi Iličić je tamle v ozadju? Ja, jaz moram priznati, da sem postavil tole napravo raje na pisalno mizo mojega starejšega sina. On je sicer navijač Juventusa, kar se verjetno vidi, še posebej se navdušuje nad Pavlom Dybalo. Ja, zadaj je Josip Iličić, naš najboljši nogometaš, da pa ljubitelji angleške Premier lige ne bodo mislili, da koga favoriziram, omaknil sem se zato, da zadaj vidite Harryja Kanea, potem pa tu še Liverpool in Manchester City, tako da je vse nekako zbalansirano. Uravnoteženo, torej tudi kar se scenografije tiče. Tako, hvala Dejan, tvoj nasprotnik tokrat pa bo gledalec, ki se je prijavil na naš kviz. In sicer je to 28-letni Ljubljančan Viktor Zelj. Viktor, lepo pozdravljen. Čuja. Viktor, praviš, da se že seveda od malih nog ukvarjaš s športom, da si aktiven pri različnih panogah. Kako to, da si izbral nogomet? Je to tista najmočnejša panoga, ki jo najbolj poznaš? Ja, kot sem rekel, imam rad veliko športov, ampak nogomet je bil vedno moja prva ljubezen, že od malih nog, že od osnovne šole. Igral sem za osnovno šolo, recimo tako od 1. do 4. razreda, potem malce bolj profesionalno pod navednicami za več klubov, do približno 16. 17. leta. Potem pa sem se z njim ukvarjal le še amatersko, ljubiteljsko, spremljam ga pa tudi že od malih nog. Že od, recimo prvi nogometni spomin, ki mi je živo vtisnjen, je svetovno prvenstvo iz Koreje in Japonske leta 2002. Zdaj Dejan je tokrat v barvah Sport kluba. V kakšnih barvah oziroma v katerih barvah bi bil ti? Ja, tokrat sem nevtralen, ampak moje srce bije za Barcelono. Že 2002 sem se prvič zaljubil v Ronalda, ampak on nažalost je igral za Real Madrid, tisti, ki je pa meni od svoje srce bil pa Ronaldinho, njegov kolega v napadu. Super. Viktor, nas veseli, da boš tokrat prvi tekmec, ki bo torej izzival Sport klubovega komentatorja. Naj vam povem, da vaju čakajo nogometna vprašanja. Kup nogometnih vprašanj, ki so razdeljena v 4 rubrike. In nabiranje točk boste začela že s prvo rubriko, z rubriko Dane trditve. Za ogrevanje vaju torej čaka rubrika Dane trditve. Slišala boste kratko trditev, nato pa boste morala hitro razmisliti in na dani znak dvigniti listek s pravilnim odgovorom. Da, če je trditev pravilna, oziroma ne, če je trditev napačna. Odgovarjala boste hkrati, vsak pravilni odgovor pa šteje 1 točko. Razumete vse? Pa začnimo. Prva trditev pravi: svetovno prvenstvo je odpadlo le leta 1942. Da ali ne? In dvignete odgovor. Ne in ne. Ne je pravilni odgovor, ker je odpadlo tudi leta 1946. Samo Cristiano Ronaldo in Lionel Messi sta v Ligi prvakov zabila več kot 100 zadetkov. Da ali ne? In pokažete odgovor zdaj. Da in da, oba dobita drugo točko. Med leti 1952 in 1980 so vsa zlata olimpijska odličja osvojile države vzhodnega bloka. Da ali ne? In dvignete odgovor.
Ne in ne, pravilni odgovor je tokrat da. Kazenski prostor meri 18 jardov, kar znaša 16 metrov in pol. Da ali ne? In pokažete odgovor. Ne in da. Tokrat je odgovor da. 18 jardov, kar znaša 16 metrov in pol. Naslednja trditev. Največ naslovov v Ligi prvakinj imajo nogometašice Frankfurta. Da ali ne? In pokažete odgovor. Ne je pravilni odgovor, več naslovov. 4 imajo namreč nogometašice Frankfurta, več 6 jih imajo nogometašice Lyona. In še zadnja trditev. 3-krat so naslov svetovnih prvakov osvojili domačini. Nazadnje Francija leta 1998. Da ali ne? In pokažete odgovor. Da in da. Tokrat je odgovor ne. Res, da so bili Francozi zadnji, ki jim je to uspelo, ampak je to uspelo 6-krat domačinom. Torej ne 3-krat, ampak 6-krat so osvojili naslov svetovnih prvakov. Torej za nami je ogrevalna rubrika Da, ne trditve. Viktor, zelo dobro si opravil z nalogo in sicer Viktor je trenutno, če sem pravilno štel, pri 4, Dejan pa pri 3 točkah. V naslednji rubriki so na vrsti kratka vprašanja. Vsak tekmovalec ima na voljo 60 sekund, da odgovori na čim večje število le-teh. Prvi bo odgovarjal Dejan, čakate torej 60 sekund, da odgovoriš na čim večje število vprašanj. Na vsa vprašanja, na katere ne boš imel pravilnega odgovora, pa bo na to odgovarjal Viktor. Potem seveda obrnete vlogi, najprej odgovarja Viktor 60 sekund in Dejan popravlja njegove napačne odgovore. Sta pripravljena? Najprej Dejan? Ja. Dobro. Pa začnimo. 3, 4, zdaj. Kateri klub je največkrat izgubil v finalu Lige prvakov? Real Madrid. Ne. Kateri nogometaš je zbral največ nastopov v dresu nemške reprezentance? Lothar Matthäus. Tako je. Kateri reprezentanci sta odigrali prvo mednarodno tekmo? Brazilija in Urugvaj. Ne. Katera ekipa ima največ naslovov v pokalu Libertadores? River Plate. Ne. Katera ekipa poleg Reala in Barcelone vsa leta nastopa v La Ligi? Sevilla. Ne. Kdo je zbral največ nastopov v Premier Ligi? Še 5 sekund. V kakšnem smislu največ nastopov? Igralec. Kateri igralec je zbral največ nastopov? Gareth Barry. Tako je. In čas je potekal, tako da je bil tole drugi pravilni odgovor. Dejan, izkoristil si še zadnjo možnost. Torej, pravilni odgovor je bil Lothar Matthäus, je res zbral največ nastopov v dresu nemške reprezentance in pa tale slednji pravilni odgovor, torej največ nastopov v Premier Ligi je zbral Gareth Barry. In začenjamo torej pri 2 točkah Dejan. Dejan je torej sedaj pri 5 točkah, Viktor pa ima priložnost replicirati na vsa vprašanja, na katera Dejan ni imel odgovora. Začenjamo pri prvem vprašanju, ki ga je videl Dejan, in sicer kateri klub je največkrat izgubil v finalu Lige prvakov? Viktor? Juventus? Res je. Juventus je kar 7-krat izgubil v finalu Lige prvakov in samo 2-krat zmagal. Potem tretje vprašanje, na katerega Dejan ni imel odgovora, in sicer kateri reprezentanci sta odigrali prvo mednarodno tekmo? Verjetno so Angleži. Anglija, Škotska. Viktor, odlično ti gre danes srečo, zadev si. Anglija in Škotska sta odigrali prvo tekmo 1872. leta. Katera ekipa ima največ naslovov v pokalu Libertadores, pa je bilo četrto vprašanje, na katerega tudi Dejan ni odgovoril pravilno. Viktor? Če ni črno, je belo, torej če ni River, je Boca. Ne, tokrat je bil pravilni odgovor Independiente. Independiente je vseh 7 naslovov sicer osvojil v prejšnjem stoletju, je pa še vedno najtrofejnejša ekipa. Všeč mi je, kako logično razmišljaš. Bomo videli, kako bo tokrat, kar se tiče izbora. In sicer, 5. vprašanje je bilo, katera ekipa poleg Reala in Barcelone vsa leta nastopa v La Ligi? Če ni Sevilla. Atletico? Iz Madrida?
Si mislil Atletiko iz Madrida? Ja, bodimo pošteni, ja. Bodimo pošteni, mislil si, ne? Kajti pravilni odgovor je pa Atletik iz Bilbao, ja. Atletik iz Bilbao je pravilni odgovor, poleg Barcelone in Reala vsa leta torej zastopan v La Ligi. In še zadnji odgovor, na katerega pa je Dejan imel pravilni odgovor, to je bil torej Gareth Barry. 6. točka Viktorju, ki je torej popravil 2 napačni trditvi Dejana. Dejan pa je zbral 2 pravilna odgovora in je pri 5 točkah. Sedaj pa 60 sekund vprašanj za Viktorja. Viktor, si pripravljen? Sem. Pa začnimo. 3, 4, zdaj. Kdo je kot najstarejši dosegel zadetek v Ligi prvakov? Naprej. Kateri nogometaš je odločil zmagovalca v finalu zadnjega Eura? Eder. Res je. Katera država je v letalski nesreči leta 1993 izgubila vse člane reprezentance? Zambija. Res je. Katera je bila zadnja ekipa izven Evrope, ki je osvojila naslov svetovnih klubskih prvakov? Corinthians. Res je. Corinthians. Kateri klub je osvojil največ naslovov francoskega prvaka? Saint-Étienne. Res je. Kateri neangleški nogometaš, zadnje vprašanje, je zabil največ zadetkov v Premier Ligi? Še 5 sekund. Aguero. In pravilni odgovor. Bravo, Viktor, odlično si se znašel s kratkimi vprašanji in prišel do 11 točk. Sedaj pa je priložnost, da si tudi Dejan še nabere kakšno točko na podlagi tvojega napačnega odgovora, in sicer samo en odgovor je bil napačen, in to prvo vprašanje, na katerega smo te vprašali, kdo je kot najstarejši dosegel zadetek v Ligi prvakov. Dejan, morebiti veš? Maldini. Ne. Pravilni odgovor je 38 let je imel, ko je zabil zadetek Francesco Totti. Si pa bil vseeno, kar se tega tiče, blizu, glede na to, da si zadel državo, v kateri je ta nogometaš igral. Tako da, Dejan, ostaješ pri 5 točkah, Viktor pa je tule zelo pospešil pri kratkih vprašanjih. Odlično znanje, 11 točk. Viktor, kako si vedel za Corinthians? Mislim, da takrat je bil Rafa Benitez, trener Chelsea, in njemu je šlo totalno slabo v vsakem tekmovanju, tako da nekje mi je ostalo v spominu, ne vem. Saint-Étienne prav tako? Vedel sem, da je Lyon zmagal 8-krat in sem bil tako malo v dvomih, samo mislim, da je Platini igral za Saint-Étienne, ne vem, spet. Res je. Je bilo to do gibanja. Z 10 naslovi najuspešnejša francoska ekipa. Torej, po rubriki kratkih vprašanj, prednost ostaja pri Viktorju 11-5, tokrat rezultat. Pred nami je tretja rubrika. V njej bosta povezovala tematske sklope. In sicer vsak tekmovalec bo dobil na voljo 3 vprašanja. Seveda, če ne bo imel pravilnega odgovora, bo priložnost za popravni izpit dobil njegov tekmec. Po teh 3 vprašanjih pa bosta poskušala uganiti tematski sklop oziroma znano nogometno osebnost, ki povezuje rešitve vseh 3 odgovorov. Seveda bosta to rešitev napisala na list in ga ob znaku pokazala, tako da bosta ga ugibala oba hkrati. Vsak pravilni odgovor je vreden točko, imenovanje pravilnega sklopa oziroma znane nogometne osebnosti pa prinaša dodatne 3 točke. Tokrat znova z odgovarjanjem začenja Dejan. Dejan, si pripravljen? Ja. Prvo vprašanje. Vsaj upam. Zdaj se začenja drugi polčas, še vedno je čas za preobrat, tako da kar. Katera ekipa je osvojila največ naslovov svetovnega klubskega prvaka? Aha, napišem. Ne, kar poveš. Dejan, kar poveš, kaj misliš, katera ekipa je? Real Madrid. Res je. Madridski Real je osvojil 4 naslove, največ med vsemi, s tem, da je prvega osvojil šele leta 2014. Real je torej prva pravilna trditev. Drugo vprašanje, Dejan, kdo si je s številnimi uspehi prislužil vzdevek trener svih trenera? Oziroma trener vseh trenerjev. Ciro Blažević. Tudi ta odgovor je pravilen. Torej, drugi odgovor, ki ga zapišemo v razpredelnico, je Miroslav Ciro Blažević. In pa še tretje vprašanje. Katera ekipa domuje na stadionu Rajka Mitića?
Crvena zvezda. Tudi to vprašanje je bilo lahko in vse 3 točke tokrat Dejan, s tem, da zdaj imata oba, tako Dejan kot Viktor, možnost, da vse 3 pravilne rešitve, Real, Miroslav Blažević in Crvena zvezda, povežeta v nogometno osebnost, ki mislita, da povezuje vse te 3 pojme. In jo napišeta na list in potem ob znaku dvigneta list s pravilnim odgovorom. Torej, kaj povezuje Real, Miroslava Blaževića in Crveno zvezdo? Dejan je že napisal, Viktor pa še tukta. Glede na to, da... 10 sekund. Mislim, da ti damo še njih 5 sekund. Zgledaš zelo prepričljivo, da ne veš odgovora. Tako da bom zaradi tega šel na 5 sekund. Veljavno. Ok, in dvignemo odgovor na 3, 4 zdaj. Robert Prosinečki in nič pri Viktorju. Viktor, Robert Prosinečki je pravilni odgovor. Dejan, nam lahko zaupaš, kaj te je pripeljalo do Roberta? Robertovo kariero sem spremljal že od najstniških let, takrat se je uveljavljal pri zagrebškem Dinamu, pa Čiro Blažević nekako ni bil tisti, ki bi mu dajal toliko minutaže, kot bi si sam želel. Potem se je odločil za odhod v Crveno zvezdo, jasno na stadion na Rajka Mitića, mi sicer raje rečemo na Marakano, ampak vsi vemo, o čem govorimo. Potem pa tudi zagotovo vsi vemo, je igral med drugim tudi za madridski Real. Res je. Dobro si povezal vse te 3 pojme in si pri tej igri prislužil 6 točk, kar pomeni, da si dejansko izenačil izid na 11. Viktor, zdaj čaka tebe identična naloga, tudi ti jo poskušaj čim bolj uspešno unovčiti. Sva pripravljena? Ja, kar. Prvo vprašanje za Viktorja. Na katerem velikem tekmovanju je slovenska reprezentanca dosegla največ zadetkov? Svetovnem prvenstvu? Katerem? Aha, 2010. Ne. Dejan, veš ti odgovor? Ja, na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. To je tudi to prvenstvo 2010. Ne, odgovor ni pravilen. Največ zadetkov so dosegli na Euro 2000. Tedaj so dosegli slovenski reprezentanti 4 zadetke, v Južnoafriški republiki so dosegli 3 zadetke, medtem ko so v Koreji in na Japonskem dosegli 2 zadetke. Bil na vseh tekmah, ampak... Pravilni odgovor, torej, ki ga zapišemo v tabelo, je Euro 2000. Euro 2000 je prvi odgovor, ki ga bo peljal do končne skupne trditve. Drugo vprašanje sedaj za Viktorja. Koliko sezon zapored sta uspela Raul in Cristiano Ronaldo zabiti zadetek v Ligi prvakov? Koliko sezon zapored sta torej Raul in Cristiano Ronaldo kot rekorderja v tej prvini? Koliko sezon zapored sta uspela zabiti zadetek v Ligi prvakov? 15? Ne. Dejan? 13? Ok, sem se ustrašil, da sem svojo grimaso preveč pomagal Dejanu, pravilni odgovor pa je 14. Oba sta bila zelo blizu. 14 sezon zapored sta torej zadetek v Ligi prvakov prispevala tako Raul kot Cristiano Ronaldo, slednji ima seveda možnost, da to v prihodnjih letih še popravi. In še tretje vprašanje za Viktorja. Katero ekipo izven Evrope ima v lasti milijonar Matešič? Katero ekipo ima torej v lasti milijonar, ki ima v lasti New York Red Bulls. New York Red Bulls je pravilni odgovor. Torej, Viktorju točka za New York Red Bulls, to je 12. točka za Viktorja. Sedaj pa bosta oba morala povezati 3 pojme, ki smo jih slišali. Euro 2000, 14 in New York Red Bulls. Kaj torej združuje Euro 2000, številko 14 in New York Red Bulls? Pa bomo, Viktor je torej že zapisal, Dejan še piše in bomo pokazali odgovor na 3, 4, zdaj. Thierry Henry, pravilni odgovor. Mislim, da je bila tale lahka naloga za oba. Viktor, kako si povezal pojme? 14 je Henryjeva mitična številka, v Arsenalu, v Barceloni, v Red Bullsih. 2000 pa nisem niti vedel, kako gre zraven, verjetno, ker je nastopil na Euro 2000, ampak ja, 14. Najboljši strelec, mislim, da je bil Euro 2000.
Pa Francija je seveda tedaj osvojila Dejan. tudi naslov prvakov. Tako da vse to troje je povezovalo vse rešitve in oba sta dobila tokrat 3 točke. Bolj napetega finala si ne bi mogli želeti. Podaljški. Podaljški. 16-15, torej izid pred zadnjo rubriko, izjemno napeto je. Viktor, praviš, da je podobno kot pri Barceloni, da se situacija pogosto spremeni v drugem delu. Ja, travme iz zadnjih 2 let se vračajo, upamo, da se ne konča isto. No, v tej zadnji rubriki stopnje težavnosti boste lahko oba precej tvegala. Namreč znova iščemo znane nogometne osebnosti, pri čemer bosta slišala 5 različnih trditev. Tista najtežja je seveda vredna 5 točk, najlažja pa 1 točko. Po vsaki izmed trditev boste imela priložnost za odgovor, vendar pazita, če odgovorita napačno, potem več nimate možnosti za odgovarjanje. Torej, veliko tveganja bo v naslednjih minutah in to tveganje bo odločilo zmagovalca prve oddaje Sportklubov v svet. Sta pripravljena? Pa začnemo s prvo osebnostjo. In sicer trditev za 5 točk se glasi: v otroštvu se je zgledoval po Ronaldu. Tudi njemu je uspelo zabiti zadetek v finalu svetovnega prvenstva. Še par sekundic počakamo, če ima kdo odgovor, če ne, sledi naslednja trditev. Sledi trditev za 4 točke. V dresu rdečih vragov je debitiral s številko 42. Še 5 sekund. In gremo na trditev za 3 točke. Ta se glasi: na svetovnem prvenstvu v Braziliji je bil proglašen za najboljšega mladega nogometaša. Ja, Viktor? Mario Götze? Ne, odgovor ni pravilen. Torej, sedaj več ne odgovarjaš, bomo pa videli, kaj bo s tema 2 zadnjima trditvama uspelo narediti Dejanu. Namreč, če boš odgovoril za 2 točki, potem prevzameš vodstvo in daš veliko breme na pleča Viktorja. Za 2 točki trditev pa se glasi: njegova brata igrata v reprezentanci Gvineje. Če ne veš, greva še na trditev za 1 točko. Dejan, s to trditvijo izenačiš. Za vrnitev je matični klub moral odšteti rekordno vsoto 105 milijonov evrov. Veš, kateri nogometaš je tedaj za 105 milijonov evrov kot rekordni prišel nazaj v matični klub? Zdaj lahko tudi poskusiš, pa če zgrešiš, ne bo več narobe. Ni pravilno, ampak Cesc Fabregas, recimo, ampak ni. Ne. Viktor, ti si vedel zdaj odgovor? Bi vedel, kdo je? Pred dvojki sem se spomnil, ja. Pol Pogba. Pred dvojki. Pogba. Pogba je pravilni odgovor. Torej, Pogba je tisti, ki se je v otroštvu zgledoval po Ronaldu, tudi njemu je sej čista blokada, Cesc Fabregas nikoli ni igral za rdeče vrage. Ja, sej Mario Götze tudi. Ja. Mario Götze tudi ne. Dejansko se človek preveč osredotoči na tisto zadnjo trditev in pozabi na vse prej. Res je. Ampak pred zadnjim, zdaj nas čaka še zadnji, je torej izid 16-15. Če je kaj jasno, je jasno, da podaljškov ne bo. Nekdo bo torej zmagovalec po tem zadnjem. A to je zadnje vprašanje? To je zadnje vprašanje. Zadnja osebnost, ki jo iščemo, trditev za 5 točk. Rojstni dan praznuje na Silvestrovo. Sir Alex Ferguson. Tu pa si veliko tvegal, ampak tokrat se je tveganje obrestovalo. Sir Alex Ferguson je pravilni odgovor. Si res vedel, da je edini človek v nogometnem svetu, ki ima rojstni dan na Silvestrovo, ali zakaj si drznil ugibati? Ni edini, ampak vem, da je Sir Alex Ferguson rojen na Silvestrovo in pač sem tvegal. Zanimivo. Najbrž bi še enih 1000 nogometašev lahko našli, ki so rojeni prav tako na Silvestrovo, ampak tukaj se je pa videlo, Dejan, da si tvegal in tveganje v tem primeru se je izplačalo. Naslednja trditev. Mislim, da je tudi Steve Bruce od trenerjev.
Ne vem, ali imaš koga napisanega ali ne. V glavnem, kar nekaj teh trenerjev v angleški Premier ligi, ki so rojeni na Silvestrovo. Viktor, ti seveda nisi pomislil na to, da bi takoj na Fergusona položil jokerja. Zdaj ko je Dejan rekel, sem se spomnil, ampak ne, to so izkušnje. Tole je torej na zadnjem vprašanju, dejansko po liverpoolski taktiki je tole prišel do zmage, Dejan v zadnjem izdihljaju z zadnjim vprašanjem. Sorry, Viktor, Carigrad se vrne. Res je. Zasluženo. Alex Ferguson je torej bil pravilni odgovor. Kasnejše trditve so sicer bile, da je prvo večje lovoriko osvojil v pokalu pokalnih zmagovalcev z zmago nad Realom, da je kot trener vodil le 10 reprezentančnih tekem, kar je seveda... To je bilo z Aberdinom, ja, tisto četrto. Ja. In kot trener je vodil le 10 reprezentančnih tekem, kar je unikum, glede na to, da gre za trenerja, ki je vodil največ tekem v Ligi prvakov. Bil je soliden napadalec v karieri, ampak nikoli ni vodil kluba, za katerega je igral. To je bila trditev za 2 točki in trditev za 1 točko se je nanašala torej na to, da je vodil največ tekem v Ligi prvakov in da je osvojil več lovorik od kateregakoli drugega trenerja. Sir Alex Ferguson, pravilni odgovor in tokrat 5 točk na koncu, torej za Dejana, ki je na ta način z zadnjim vprašanjem prišel do 20 točk, Viktor pa je ostal pri 16. Jaz mislim sicer, da najprej ena velika čestitka in velike zahvale Viktorju, odlično si opravil z delom in presenetil, navdušil, lahko rečem, z nogometnim znanjem. Kako si se ti počutil? Super, res. Zelo lepa izkušnja, lepo smo preživeli en dan tukaj v tej korona obdobju. Človek rabi nekaj, da ga zabava in upam, da se bodo tudi gledalci in gledalke zabavali ob gledanju tega kviza. Definitivno. Dejan, kaj pa tebi mogoče, kaj ti je bila najbolj zanimiva izkušnja, kaj te je najbolj presenetilo, na katerega vprašanja si ne boš pustil danes? Definitivno me je najbolj presenetilo, da se nisem spomnil Paula Pogbaja, da sem dejal Cesc Fabregas, predtem pa smo slišali, da je igral za Rdeče vrage, popolna blokada. Sicer pa vsa čas Viktorju spravil me je v bistvu že čisto na kolena, skoraj na gležnje, ampak Sir Alex Ferguson me je na koncu rešil. Res je. Ja. Vse skupaj pa res ena uživancija, tako da res super, no. Prav prijetno. Super. Na ta način torej zaključujemo z oddajo Sportklubov v svet. To je bila prva oddaja, že naslednji teden vas znova vabimo v našo družbo. Seveda lahko več informacij o oddaji izveste na spletni strani sportklub.si oziroma na družabnih omrežjih na Facebook, Instagram ali Twitter profilih. Hkrati pa hvala še enkrat torej obema tekmovalcema za igro. Hvala vam gledalcem za pozornost in do prihodnjič lep vsevedni pozdrav.